Šesta naloga. Biatlonka Mojca je zadela 3 izmed 5 tarč. Glej sliko, se pravi takole, zadetek, zadetek, zgrešeno, zadetek, zgrešeno. Zadeta tarča je torej bela. Izračunajte verjetnost, da je zadela razporeditev zadetih tarč takšna, kot je na sliki. Se pravi, dvakrat zadela, enkrat ne. Če so vse razporeditve tarč enako verjetne. No, verjetnost je število ugodnih variant za nas, ne, pa število vseh. Ali pa takole v formuli, m ulomljeno z n, ne. In koliko je ugodnih variant, da je zadela? Ja, nič kaj veliko, ne, pač tole eno lahko zadane. In to je vse. Se pravi, število ugodnih, to bo 1. Zdaj pa število vseh. Ona mora 3 zadeti izmed teh 5, pa ni važno, kakšen je vrstni red, ne, ni važno, kje so, samo daj 3 od 5. In če ni važen vrstni red in če mi od 5 izberemo 3, potem so to kombinacije. In to zapišemo takole, ne. Od 5 možnosti izberemo 3. Se pravi, binomski simbol je to. Zdaj pa, binomski simbol lahko delamo po formuli. In sicer formula je naslednja, ne, če imamo n, n nad r, ne. Ne smete ulomek, tako me prime, da tule napišem ulomek. Verjetno vas tudi, ampak ni ulomkove črte, ne. Binomski simbol je tak. N fakulteta, potem pa imamo n minus r fakulteta, pa r fakulteta. V našem primeru bi to bilo 5 fakulteta, ulomljeno z 5 minus 3 fakulteta. To je 2 fakulteta, pa 3 fakulteta. Ker je to bolj enostaven račun, lahko to napišemo vsi kar peš, ne. 5 fakulteta pomeni 5 krat 4 krat 3 krat 2 krat 1, 2 fakulteta 2 krat 1, pa 3 fakulteta 3 krat 2 krat 1, ne. Fakulteta je v bistvu krajši zapis teh faktorjev, ki zaporedno padajo po naravnih številih, ne. Tele lahko pokrajšamo, ostane nam zgoraj 20, od spodaj 2 in to je 10. Verjetnost dogodka, da so točno tele na sliki, je torej 1/10. Ali pa če damo v decimalko, 0,1. Ali pa če damo v procente, 10%. Mogoče za vse tiste, ki pa imate zelo radi kalkulatorje, lahko še pa tole naredimo s kalkulatorjem. In sicer poiskati morate simbol, se moram jaz tule malo naprej nagniti, da vidim, kje sploh to bi bilo tukaj v tem primeru. Tule vidite naddeljeno imam jaz, n, c, r. Se pravi, to so kombinacije n nad r, a ne. In kako zdaj to naredimo? Najprej mi imamo 5 nad 3, se pravi, najprej moramo n, to je 5, potem pa shift in n, c dobimo, ne. In pa r je pa 3, ne. Se pravi, 5 od 3. In ko damo je enako, nam vrne kar 10, a ne. Poiskati morate pa ta znak n nad r. Mislim, n-c-r, n-c-r, tako. To je to. Zdaj poglejmo še pa rešitve. Se pravi, zapis ali uporaba števila ugodnih možnosti, na primer 1, potem, da ste od 5 3 izbrali, je 10, in pa, da ste verjetnost zapisali, se pravi, verjetnost je pa 0,1. Karkoli bi bilo od tistih rezultatov, ki smo jih napisali, je tudi, so vse točke, ne. In jih že imate kar nekaj, ne, nekaj jih že imamo. Mislim, da smo že skoraj naredili maturo. Tako, gremo na naslednjo nalogo. Prišli smo do konca. Če želite ali morate videti več, si poglejte na moji spletni strani ninarazlaga.si ali pa se naročite na moj YouTube kanal. Se vidimo!